Prisrčno pozdravljeni vsi danes na to mavrično soboto, jesensko obarvano, soncem obsijano, ponekod v nižini včasih tudi bolj megleno. Upajmo, da bomo tudi to meglo pregnali. In tako začenjam 35. srečanje in pa drugi redni občni zbor Društva za srečno življenje Belis. Tokrat smo rekli, da je zaželena slika v video Zoom konferenci. Za vse tiste, ki boste to lahko vključili, dobrodošli, sicer pa nadaljujemo. Program srečanja začnemo z potrditvijo zapisnika, ki ste ga dobili po linku in upam, da ste ga prebrali. Zanima me sledeče, če ste prebrali, ali ima kdo kakšno pripombo na zapisnik, ki smo vam ga posredovali po elektronski pošti v povezavi. Če ima kdo kakšno pripombo, naj dvigne roko oziroma naj pove. Od prisotnih ima kdo kakšno pripombo na zapisnik, ki ste ga dobili? V redu. Kaj pa na Zoomu? Dobro. Pripombe na zapisnik ni. Sprejmemo enoglasni sklep, da je zapisnik iz prejšnjega 34. srečanja Društva Belis sprejet brez pripomb. Hvala lepa vsem za tole in nadaljujemo z drugim rednim občnim zborom Društva za srečno življenje, ki ga bo vodil predsednik društva. Jaz bi pa za uvod povedal, kakšen je namen. Predsednik društva, gospod Miran Pirc, bo izvedel te volitve in na teh volitvah oziroma potrditvih bomo zbrani člani v prostoru tukaj na Petkovškovem nabrežju in zbrani na Zoom videokonferenci predlagane člane za častno razsodišče javno potrdili z izvolitvijo. Častno razsodišče skrbi, da bi člani Društva za srečno življenje kot skupnost spoštovala profesionalna pravila. Na razsodišče, ki ga bo sestavljalo 5 izvoljenih članov, se z oceno, da je bil kršen statut društva Belis, lahko pritoži kdorkoli, katerikoli od članov. S pritožbo skuša sodišče tako zaščititi svoje pravice ali doseči boljše ravnanje ostalih članov društva Belis ali posameznih voljenih posameznikov v organe društva Belis. Postopki pred častnim razsodiščem potekajo praviloma javno in sprožijo premislek, ali je bilo ravnanje člana društva Belis dobro ali napačno. Postopek se zaključi z javnim opozorilom ali z morebitno javno razsodbo. V skrajnem primeru lahko razsodišče predlaga tudi izključitev člana. Razsodniki častnega razsodišča imajo tudi sicer široke pristojnosti. Obravnavajo lahko delo članov, ki so zgolj simpatizerji in niso člani društva. Obravnavane sodbe so javne in tudi javno objavljene na internetnih omrežjih društva Belis za ogled in po drugih omrežjih. Delo društva je po zakonu o društvih javno. Prvo vodilo dela članov društva Belis je pravica javnosti do čim boljše informiranosti o našem delu. Obveščenost javnosti je temelj delovanja sodobnih družb, je pogoj za delovanje demokratičnega sistema. Da bi zagotovili pravico javnosti do obveščenosti, morajo člani vedno braniti načela svobode zbiranja in objavljanja informacij in pravico do izražanja mnenj. Člani društva Belis so dolžni predstavljati celovito sliko društva. To naj bi počeli vestno in natančno. Takšno delo je temelj verodostojnosti delovanja društva Belis. Ustanovna listina društva Belis velja za izvajanje členov. Poleg redne veljavne nacionalne in evropske zakonodaje velja za interpretacijo vseh izdanih dokumentov in listin ter drugih besedil, ki jih društvo izdaja za svoje člane. In jih člani uporabljamo z dogovorom in potrditvijo na rednih in izrednih občnih zborih.
Izdani dokumenti društva Belis so polnopravni in povsod zakonito veljavni, ker jih društvo potrdi. Predlagani člani za razsodnike danes častnega razsodišča so v funkcijo privolili svobodno. Po izvolitvi bodo v roku 14 dni po potrditvi izmed sebe izvolili predsednika častnega razsodišča. O izvolitvi vas bomo obvestili z aktom izvolitve predsednika častnega razsodišča, kjer bodo člani postali samostojen organ znotraj društva za srečno življenje. Spoštovani gospod predsednik Miran Pirc, povabim te, da izvedeš občni zbor na našem 35. srečanju članov društva Belis. Izvoli. Hvala. Lep pozdrav. Danes je končno nastopil čas, da bomo v društvu Belis tudi izvolili še častno razsodišče. Na današnjem drugem občnem zboru letos. Delovno predsedstvo občnega zbora bodo sestavljali 4 osebe. Kot predsednik sem jaz, Miran Pirc, potem je zapisnikar Katja Jamnik in 2 overitelja, to sta Borut Bevc in Tanja Žagar. Da bomo lahko v tem času sklepčni, bi moralo biti prisotno najmanj 50% članov, zato se zdaj lahko preštejemo. Tukaj na Zoomu vidim, da nas je 28, v pisarni smo se prešteli, nas je 20, to se pravi 48, tako da trenutno sklepčni nismo in se po protokolu stvar predstavi za 1 uro in se potem ponovno preštejemo in potem so pa pogoji, da nas mora biti najmanj 1/3. Ok, hvala. Hvala, dragi Miran. No, v vmesnem času imamo seveda zanimive stvari in sicer imamo danes novo gostjo, članico Adriano Dolinar, doktorico veterinarske medicine med nami, ki je predsednica Združenja za obuditev celostnega človeka. Njeno vodilo v življenju je rek Mahatme Gandhija, ki je rekel: ti sam si sprememba, ki jo želiš videti na svetu. In člani društva Belis smo vsi, vsak posebej, sprememba, ki jo počnemo. Verjamem, da tudi skupaj, skupno močjo. Njeno predavanje v današnji uri bo potekalo v smislu resnice in zmote o holesterolu. Včasih smo se moški hecali in smo rekli pravzaprav, zakaj moški nimamo holesterola. Sem vprašal, če mogoče ve predavateljica, pa ni vedela. Po se mi povedal odgovor, da moški nimamo holesterola, zato ker je grd. Potem pa me je popravila pa rekla, ampak moški imate veliko več holesterola kot ženske. To je izmerjeno, dokazano. Sem rekel, potem je pa lep. No, so tudi vam izmerili previsok holesterol. Skozi desetletje raziskovanja naravnega odnosa do zdravja in zdravljenja se vse bolj jasno riše črn ustroj in naravnanosti konvencionalne medicine. Zaupati še naprej skrb o zdravje v roke takšnega ustroja pa je naravnost zaskrbljujoče. Glede na pot, v katero konvencionalna medicina pluje in na kakšnih temeljih je nastala, bi bilo dobro, da takoj začnemo sami celostno skrbeti za svoje lastno zdravje. Zgodbice iz preteklosti nas učijo, da moramo čim prej sami poskrbeti za svoje zdravje. Več o tem nam bo povedala Adriana Dolinar. Preden pa pristopi, mi je dovolila, da naredim kratek uvod za vprašanje, ki jih je pripravila, in sicer katere zgodbice. Zakaj je dobro, da spoznamo nekatere zgodbice v medicini? Zgodbice o nevarnem holesterolu in nasičenih maščobah, zgodbice o nevarni konoplji, zgodbice o nevarnih bakterijah in njihovem uničevanju, zgodbice o zgagi in tako dalje in tako dalje. Zakaj nam njihovo ozaveščanje pomaga?
Te zgodbice razkrivajo v resnici sistemsko manipulacijo medicine s farmacijo. V njih vidimo vzorce za trenutno dogajanje. Vidimo, kam to pelje in zakaj se zapeljan vlak ne bo ustavil. Reši nas lahko le to, da izstopimo iz njega. Kar nas spodbudi, da začnemo sami celostno skrbeti za svoje zdravje, kar je v današnjem času nujno potrebno in osvobajajoče. Tako, vmes bomo imeli tudi prikaz prezentacije, ki jo bom jaz delil na Zoom screenu. Na Facebooku boste pač si predstavljali, kako to izgleda, zaradi tega, ker boste gledali predavateljico, tako da bomo imeli dvojno nekako prezentacijo. Izvoli, Adriana, dobrodošla med nami. Hvala. Evo, Hvala. beseda je tvoja. Hvala. Lep pozdrav vsem članom in vsem ostalim, ki nas spremljate. Hvala za ta čudovit uvod. Mogoče bi kar prezentacijo dal na Zoom. Jaz bi pa sam povedala v uvodu, da vse, kar boste zdaj slišali z moje strani, to si ni Adriana zmislila, ampak sem, tako kot Mila Lečkovič rada reče, jaz sem samo mikrofon za tiste, ki se jih premalo sliši, in to je tista naša stroka. Naša stroka, ki nas že ves čas opozarja, da tudi v zgodbici o holesterolu marsikaj ne drži, oziroma v tem problemu rešitve, ki so nam ga vsilili skozi sistem, je precej neresnic. In nažalost ta naša stroka ni dosti glasna in zato jim tudi mi, raziskovalci, ki nas zanima, kaj so naravne rešitve na vseh področjih, na ta način, ko to skomuniciramo širše, pomagamo, da se glas sliši dlje. Ok, ja. Jaz bi mogoče, glede na to, kar si povedala, te vprašal, kako se ta zgodbica o nevarnem holesterolu in maščobah sploh začne. Sploh začne. Ja. To je zanimivo. Ponovadi se vse te zgodbice začnejo v Ameriki, potem se pa zapeljajo po vlaku po celem svetu. In dejansko je bilo tudi z holesterolom pa nasičenimi maščobami tako. Tam nekje po drugi svetovni vojni je Ancel Keys, ta je smatran danes kot oče lipidne hipoteze, se pravi, zaradi njega se danes na tak način stroka ukvarja s holesterolom, kot se. In kaj je on takrat rekel? Za smrti moških, vidiš moških, ki so delovali zdravi, navidezno, srednjih let, on je takrat za te smrti, malo po drugi svetovni vojni, okrivil uživanje maščob in holesterola. Da se ta nalaga na ožilje, arterij, zamaši ožilje in kaj se zgodi, ko se zamaši, pride do srčne kapi ali možganske kapi. In on je trdil, da je to pravi vzrok. Ampak to je predpostavka, če greš slajdom mogoče naprej, to je dejansko predpostavka, ki nikoli ni bila znanstveno s kredibilnimi študijami dokazana. Se pravi, da več holesterola in nasičenih maščob vodi v srčno-žilna obolenja in srčni in, se pravi, infarkt in možgansko kap. Zdaj, da bi on podkrepil to svojo teorijo, je naredil kar nekaj raziskav in zanimivo, noben se ni prav tako poglabljal, kakšne so bile te raziskave in koliko so bile res natančne in točne. Naprimer, naredil je raziskavo v 22 državah, da bi dokazal, da uživanje več maščob povzroči smrt. In kaj se je zgodilo? Ker je samo v 6-7 državah lahko to dokazal, je preprosto vse ostale iz študije spustil. In naredil zaključek, ja, to drži. Če uživamo več maščob, če pogledaš naprej, naslednji slajd, dejansko lahko pride do več umrljivosti. Zdaj, če pogledate te dve slike, ki jih imate na Zoomu, ena prikazuje vseh 22 držav, ena prikazuje pa sem tiste izbrane državice, ki potrjujejo njegovo hipotezo. In če imaš vključenih vseh 22 držav, je dejansko ravna črta in ni nobene povezave med smrtnostjo in uživanjem maščob. Sploh teh naravnih maščob, ki on je predvsem maslo, svinjsko mast in tako naprej krivil za smrti. Seveda, če pa ležiraš študijo, pa potem potrdite tej tvoji hipotezi. In dejansko take in podobne študije so bile dovolj, da se je ta vlak problem rešitev, nevaren holesterol in vse rešitve, ki nam jih je sistem ponudil, zapeljal in dejansko nikoli ustavil.
Do danes ne. Zanimivo. Do danes ne. In, naprimer, tudi delali so študije, take smešne študije na zajcih. So testirali, a bo zajc, ki je rastlinojeda žival, ne, to nam je vsem jasno, če mu bomo dali v hrano holesterol, se pravi živalsko hrano, kjer je, ne, to vemo, da v rastlinski hrani ni holesterola, v živalski pa je. Ne. In zdaj, če ti rastlinojedo žival hraniš z tistim, kar to ni njena hrana, seveda boš dokazal, da pride do bolezni. Ja, absolutno, absolutno. In take in podobne študije, no mogoče še eno omenim, vsi verjetno poslušate tudi danes v novicah Nacionalni inštitut za zdravje v Ameriki, glede CDC in tako naprej, ne, kaj vse, kakšne smernice nam dajo. No, že takrat je tudi ta Nacionalni inštitut za javno zdravje poskušal tudi potrditi to, kar je Ansel Keys, tisto lažirano študijo, ne, dokazal. In so, ta študija je v bistvu ta znana Framinghamska študija, kjer so zraven Bostona je Framingham in tam so 28,000 ljudi spremljali. In so prav tako poskušali dokazati, da res drži, če več holesterola maščob ješ, boš zbolel in umrl zaradi srčne kapi ali možganske kapi. In kaj so ugotovili? Ravno nasprotno. Da se je več, ko si imel ti dejansko holesterola, več tega v prehrani in maščob, manj je bilo smrti. A so to priznali? Ne, tudi ta študija je bila lažirana in še vedno se danes citira tudi v strokovnih krogih kot študija, ki dokazuje to povezavo. In sicer, če zmanjšuješ holesterol v krvi, se bo zmanjšal rizik za srčno-žilne bolezni. Veš, kaj to me je povzetek te študije. No, zanima me, ali lahko tu potegneš kakšno paralelo, kakšno črto za današnjo situacijo s predstavljanjem nevarnega virusa. Ja. Kaj pravite? Verjetno se da potegniti kakšna paralela. Naprimer, nevarni virus, a so ga kdaj izolirali po Kohovih postulatih? Ne. Ne. To, mislim, da so tudi naše inštitucije že povedale, da teh dokazov, teh materialov nimajo. Ne. Naprimer, slavne slike o virusih, kako ta virus izgleda, krožijo vse povsod, se nam prikazujejo, ampak tudi to ni slika, ki bi bila iz izoliranega materijala. Se pravi, tukaj noter, ko so to sliko snemali, dejansko bilo pomešano vzeta iz vzorc PCR-a, se pravi iz sluznice z vsem ostalim materialom od kužne osebe, ki naj bi imela COVID. To so zmešali še s celicami opic, ledvične celice opic in iz tega potem naredili mikroskopsko sliko, kako virus izgleda. Ne gre, ne gre. Ampak, če ne preverjamo in če nimamo teh informacij, kaj dejansko se v zadju dogaja, pač ne moramo vedeti. Ne. Tudi, naprimer, ena študija, ki vemo, da je bila lažirana, namenoma so jo dali v ugledno revijo Lancet, verjetno ste slišali, študija o ivermektinu. Takrat so hoteli ivermektin izključiti iz uporabe, da bi ga čim bolj očrnili in so dejansko lažirano študijo dali v ugledno revijo, tako da je stroka videla, da to drži. Ne? Ampak večina pa dejansko ne ve, da so to študijo demantirali in umaknili potem iz te revije. Zanimivo. Glej, ker je bila lažirana. Se mi zdi, tako kot tukaj zdaj okrog virusa, ki se govori, jaz imam občutek, da je to, prepričan sem, da je to politična zadeva, zrežirano vse skupaj, kar se vedno bolj kaže, ampak pustimo zdaj to. Recimo, zanima me, kdo je omogočil, da se ta nikoli dokazana hipoteza o nevarnem holesterolu in maščobah sploh uveljavi? Ja. Kdo vse je sodeloval v teh zgodbi? No, zato, kar sem jaz to že 10 let sigurno nazaj raziskovala in sem se takrat že srečala z vsemi, ki sodelujejo v tej zgodbi, je bilo dosti lažje videti celotno sliko, danes, kaj se dogaja. Ne? In kdo vse je sodeloval? Ja, dejansko skoraj cel sistem, če tako gledaš. Ne? Od politike do vladajočih, do tistih odločevalcev, do medicine z vsemi svojimi ponujenimi rešitvami, do farmacije, seveda, ki je tudi dala svoje rešitve, ker je bilo treba spremeniti prehrano, manj holesterola in maščob, določene maščobe, določene ne, je tudi prehranska industrija sodelovala. Ne? Ona je dejansko dobila smernice, ne smemo več polnomastno mleko promovirati ljudem, ampak manj mastno je.
ker je to bolj zdravo, naprimer. Ne maslo, ampak margarino, ker je bolj zdravo. Dejansko se je cela ta tudi prehrambena industrija temu prilagodila. Ne? Tudi razne recepture so zaokrožile, kako je bolj kuhati s tako bolj zdravo hrano. Ampak to niso vsi, ne? Se pravi, kdo je še mogel sodelovati, da nas je naučil? Šola, izobraževalni sistem, ne? Že od malega so nas učili, kaj je dobra hrana in kaj ne. Pa seveda razna društva, kjer so bili starejši včlanjeni, ki so ponavadi sponzorirani strani prehrambene in farmacevtske industrije. Tisti, ki pa so dejansko mogli širšo populacijo nekako prepričati, da je to ta nevaren holesterol, taka nevarnost za njih, da bojo umrli, pa da se ljudje zavedajo, da obstaja za to rešitev, so bili pa seveda mediji. Ja. Dejansko so oni igrajo odločilno vlogo v tej zadevi. Podobna zgodba, ne? Zelo podobna zgodba. Če gremo pogledati po slajdih, na kakšen način smo se na tej njihovi problemu rešitev desetletja dejansko borili proti tem nevarnim maščobam in holesterolu. Ne? Če pogledaš en slajd nazaj, seveda meritve na vsakem koraku, ne, so nas ustavljali. A boste zmerili, koliko imate holesterola, ne, sam špiknemo v prst pa pogledamo. Vsakič, ko ste šli k zdravniku, če ste bili taka rizična skupina, bomo še pogledali krvne maščobe, da vidimo, kakšno je stanje. Ne. Se pravi, merjenje LDL-a, HDL-a, trigliceridov in tako naprej. Ne. Če greš naprej, prehranske smernice so bile eno nazaj. Manj uživanja splošno, na splošno vseh maščob, predvsem naj bi se izogibali tistim naravnim maščobam, nasičenih maščob sploh bi se mogli izogibati, kjer so to maslo, smo že prej omenili, svinjska mast, ocvirki, rdeče meso, polnomastni mlečni izdelki. Dejansko vse to, na čemer je civilizacija gor zrasla in smo bili zdravi tisočletja, smo zdaj naenkrat začeli umikati iz prehrane, naravne stvari, ja, in kaj so nam namesto tega ponudili kot bolj zdravo za naše srce in ožilje. Ja, namesto masla, margarino, ne, se verjetno spomnite. To so celo promovirali na simpozijih, kjer so imeli zdravniki predavanja, kjer jih je medicina oziroma farmacija učila. Tam so bili štanti, ki so ponovili štanti za farmacevtske pripravke, so bili štanti z margarino. Kako je to potrebno, nujno ljudi prepričati, da je bolj zdrava od masla. Namesto seveda teh nasičenih trdih maščob so rekli, da je bolj, da rastlinska olja uporabljamo. Ampak če vemo, da je večina teh koruzno, sončnično olje močno industrijsko predelanih maščob, smo dejansko začeli uživati bolj slabe, za telo bolj nevarne maščobe. Naprimer omega-6 olja, ta olja so bogata z omega-6 maščobnimi kislinami, ki nam rušijo ravnovesje v telesu, se pravi, spodbujajo vnetja pravzaprav v telesu. To je to, kar smo prej rekli, se pravi, manj mastni izdelki, mleko, mlečni izdelki in tako naprej. Ampak dejansko pa, ko bomo gledali posledke, kam je to dejansko pripeljalo, se že tukaj vidi, ko smo mi zmanjšali količino zaužitih maščob dnevno, kaj smo začeli bolj jesti? Ogljikove hidrate. Ogljikove hidrate. Ja. In če greš, sprehodiš po kakšnem hipermarketu, dejansko vidiš levo, desno same procesirane ogljikove hidrate po policah. Da si tisto energijo, pomanjko energije nadomestil. In bomo vedeli, kam to pol pelje. Če greš naprej. Seveda, ko se vam nazmerali, da imate preveč holesterola v krvi, najprej je bilo žuganje dieta, prehrana, holesterol, maščobe znižati. Če ste bili preobilni, je bilo treba hujšati. In če še to ni pomagalo, pa evo zdravila. Sintezna in naravna, fitosteroli kot nekaj, kar preprečuje, da bi se ti iz hrane sploh posrkal holesterol v telo. Statini, ki jih vsi poznamo, so pa dejansko preprečevali nastajanje. Še to počnejo, holesterola v našem telesu. Ja, in kdo je bil največji prodajalec statinov, ko so farmacevtska podjetja začela to na veliko po 1980. letu plasirati? Pojavlja se tudi danes Pfizer. Pfizer, ista firma kot Vele.
ista firma kot zdajle. Ja, eden od teh prodajalcev zdravil Bayer, na primer, je imel celo eno neljubo situacijo, ko so dali na trg zdravilo statin, ki je bil smrtonosen in so ga mogli celo zaradi povzročanja smrti umakniti. Ja. Tako da ja, lahko kar naprej. Okay. In seveda mediji, ki so nas na vsakem koraku opozarjali na to nevarnost in na ponujeno rešitev. Zanimivo je bilo, da je ta njihov oče ameriške psihologije, William James, je rekel, da dejansko še vsaka najbolj absurdna stvar bo postala v očeh ljudi resnica, če jo bo šle dosti dolgo ponavljal. Ja. Ja. Nažalost. Vidimo danes, da je tudi temu tako, da ljudje vse bolj verjamejo tistmu, kar bolj pogosto slišijo. Ne? No in cela zadeva, ko se je ta vlak zapeljal s vsemi temi priporočili, je takrat direktor Ameriške agencije za srce, ki je tudi v tem vlaku zelo aktivno sodeloval in ljudi pripričeval v to nevarnost, je takrat rekel, da če bi se vsi držali priporočil res striktno, bi to aterosklerozo, se pravi to problematiko, za katere ne bi holesterol in maščobe bile krive, bi jo premagali do leta 2000. Okay. Zanimivo. Veš, koga smo, kjerega leta smo danes? 2021, neverjetno. In? Zanima me, v tistem času, ko se je to dogajalo, jaz imam to še vse v živo v spominu, o tem se je veliko govorilo, pisalo na vseh možnih nivojih, skratka, ampak tako je izgledalo dosti nevarno tako. Se je v tistem času, recimo, ko se je ta zadeva predstavljala, pa te hipoteze, ko so se predstavljale in ponujene rešitve, sploh pojavil kdo, kakšen strokovnjak, ki je recimo po svoje razmišljal, ki je temu strokovno nasprotoval, objavil kakšno kontraliteraturo ali pa zdravniške izvide ali kaj takšnega. Je v tistem času bilo kaj takšnih ljudi? Ja, seveda, ampak tako kot danes. Vemo, da obstajajo te ljudje, ki nas opozarjajo na trenutno situacijo, to so strokovnjaki, so tudi takrat obstajajo strokovnjaki, ki so imeli svoj glas, njihov glas se ni toliko slišal v primerjavi s to propagando medijev. Dejansko tudi očitno kapital je bil bolj na strani une zgodbe, kot pa teh, ki pa so trdili ravno nasprotno. Da če ti znižuješ v hrani maščobe in holesterol, to lahko vodi v bolezni. In to lahko dejansko tudi pospeši srčno-žilna obolenja. Naprimer, tudi v teh strokovnih krogih, kot je Nacionalna akademija znanosti, je takratni dr. Philip Handler zgraženo na kongresu njihove v Ameriki rekel, da kakšno pravico ima vlada, ker vlada je takrat postavila smernice, in potem so šli po teh smernicah, in pravi, kakšno pravico ima vlada predlagati, da se na ameriškem narodu izpelje tako obsežen prehranski eksperiment s tako malo dokazi. Dejansko oni niso imeli nekih trdnih dokazov in relevantnih študij, da bi si lahko tak obseg enih priporočil prvošili varno, na tako velikem, dejansko na celi populaciji. In tudi globalno kasneje. Tudi direktor Nacionalnega inštituta za srce in pljuča in kri, tudi eno od vodilnih odločevalnih teh ustanov, je takrat rekel, da nihče ne ve, ali uživanje manj maščob ali pa zniževanje maščob v krvi lahko prepreči srčni infarkt. Politika, se pravi senator, je najprej ustvaril priporočila, šele na to nas je klical, naj svetujemo. A ni to zelo podobna situacija v današnji? In takrat je bil tudi eden od tistih največjih nasprotnikov te hipoteze Ancela Keesa, je bil raziskovalec maščob, dr. Ahrens, ki je javno rekel, da ne podpira te lipidne teorije oziroma hipoteze in da dejansko s tem, ko bomo temu sledili, bomo šli v dejansko vse večjo bolezen in še večjo smrtnost, kar se jim dejansko tudi zgodilo po svoje. Naprimer, nekatera svarila, ki jih imate tudi na Zoomu na slajdu napisana. Ne vem, če veste, vsaka celica je sestavljena iz celične membrane. In ta celična membrana se stoji iz holesterola
in maščob imaš noter, nenasičene, nasičene, večkrat nenasičene. Se pravi, če ti spreminjaš razmerje maščob pa holesterola v hrani, boš to spremenil tudi razmerje teh elementov v telesu in v sami celici. Ne? In zdaj, če ti to narediš, dejansko oslabiš zdravje celice. Celice sestavljajo tkiva organe, organi organske sisteme in dejansko vplivaš s tem na celoten organizem. Vemo, da če imamo na primer premalo holesterola, da bi zaščitil celico, se kaj zgodi? Ta postane bolj ravniva na vdor toksinov. Če se v to celično membrano transmaščobe iz margarine, ki so umetne maščobe, ugrajujejo, kaj se zgodi? Neha celica komunicirati, ne? Ker te umetne maščobe nič ne naredijo, nimajo funkcije, samo gradi se noter, ampak ni funkcija, ne? Se pravi, ni sprejemanja glukoze, ni izločanja, ne vem, strupov ven iz celice, ni komuniciranja celic med sabo, ne? Dejansko s tem povzročamo bolezen. Ne? Ja. Naši možgani, na primer, so dobesedno iz maščob nasičenih sestavljeni pa iz holesterola. Ne? In zdaj, če ti manjšaš te dve, kaj je posledica, ja, seveda slabše delovanje možganov, slabši spomin in tako naprej. Iz holesterola, na primer, so izgrajeni hormoni, večina naših hormonov, spolni hormoni, estrogen, testosteron, hormoni stresa, kortizol, vitamin D3, vi se lahko nastavljate sončko, ampak če ni dost osnovne surovine, iz katere se D3 izgrajuje, potem ne bo D3 v telesu. Ne? Tako da, dejansko s tem so zapeljali, res ste mi priporočili v eno smer, ki ni bila glih, bi jaz rekla, dobra odločitev, ljudje so pa preveč na lahko to sprejeli. Ne? Tudi, na primer, znano je, da danes tisti, ki so starejši in imajo više vrednosti LDL holesterola, živijo dlje. Mnogi onkološki pacienti imajo krvne vrednosti holesterola nizke, kar pomeni, da holesterol igra eno obrambno funkcijo v telesu, nas dejansko ščiti, ne, pred nečim, nam pomaga, da se telo regenerira. Ne. Če je v sestavi vsake celične membrane, in naprimer celice se morajo deliti, da se lahko tkiva obnovijo, če ni gradbenega materiala za delitev, potem ni učinkovite regeneracije telesa. Itd. Veš, kaj me zanima? Ja. Recimo, dejstvo o tem, kar so zdaj vse povedala, da so pač te korporacije in mediji in vse podobno situacijo kot danes, a ne, so uspeli dejansko globalno ljudi prepričati v nevarnost holesterola in maščob, je imelo kakšne dolgoročne posledice, recimo tako kot zdaj, mi dva zdaj lahko, zdaj pač govorimo recimo lahko o današnjem virusu, ampak če potegnemo vzporednico iz tistega časa, pa pogledamo, kakšne so bile posledice, lahko eno predikcijo tudi za danes naredimo, ki je sicer precej drugačna, ampak kakšne so bile posledice Vsekakor, se pravi teh nevarnosti, v katere so jih prepričali mediji. Vsekakor lahko potegnemo eno primerjavo, kam bo vse skupaj to tudi danes peljalo, če bomo res nekritično vse sprejeli, kar nam pač ponudijo kot njihovo rešitev. Ne? Ja, posledice so bile kar hude. Če greš mogoče en slajd naprej. Ja. Se spomnite, nek sem rekla, da je Ameriška agencija za zdravje srca rekla, da če se bomo striktno držali na vseh priporočil, do 2000 leta več te bolezni ne bo. Zdaj je 2021 in če pogledate čisto na koncu, smrt zaradi infarkta ostaja vodilna v številnih državah sveta, sledita rak in tretja pa možganska kap. Pred letom 1920 je bilo primerov težav in smrti zaradi srčno-žilnih obolenj 10%. Kam smo prišli? Meni se zdi, da to ni glih nekaj, kar bi delovalo kot prvo. Kvečjemu se je situacija poslabšala. Ne? S tem, da poleg tega, da nismo uspeli to nevarnost odpraviti, smo predelali še cel kup drugih težav. Ne? In sicer vemo, da danes je epidemija debelosti v porastu, epidemija diabetesa, sindroma X, to je ta skupek raznih težav, povišan, se pravi, tale, glukoza, inzulin, maščobe povišane, povišan tlak, ne? Povišan obseg trebuščka, ne? To je ta sindrom X. Tega je vse več. Ne?
Tudi ljudje imajo ogromno težav z gljivicami, kandido. Ne? Kaj je z depresijami, z neplodnostjo, je v porastu. Ne? Tudi demenca, Alzheimer. Zdaj, če pogledamo, kaj bi lahko vplivali, da so te težave se zdaj vse tako dvignile, poleg tega, da srčno-žilna obolenja, smrti zaradi njih nismo zmanjšali. Prej, ko smo imeli tista priporočila, ne, če se spomnite, manj maščob, manj skupnih maščob, manj holesterola, to, kar sem omenila, mi smo na ta način začeli jesti več ogljikovih hidratov. Zato, ker ta energija, ki jo mi dobimo z uživanjem masla ali pa svinjske masti, v telesu dolgo traja, ne? In nisi tako lačen. Ko pa zaužiješ neki cukrček, nekaj sladkega, kruh, testenine, je pa to eksploziven vir energije in ga hitro porabiš, kar je pa višek, pa telo hitro spravi v maščobo, zato ker preveč glukoze ne sme krožiti po telesu, ker je to nevarno za žile. In ti si spet hitro lačen. In kaj je posledica? Mi se zato, ker non-stop uživamo ogljikove hidrate, ker teh več uživamo, se posledično tudi redimo, ne? Ker se ti ogljikovi hidrati nalagajo v trebušček, v stegna, ne? Ker jih ne rabimo toliko eksplozivne energije. Kaj je še posledica? Ne samo, da se redimo, tudi diabetesa, ne? Tudi hormoni inzulina nam začnejo nihati, ne? Dejansko pride do inzulinske rezistence, lahko, ki v nadaljevanju pelje v sladkorno bolezen. Kandida ima rada kaj? Sladkorčke. Sladkor, sladice, Res je. ja, kruh, testenine. Dejansko smo s tem zredili tudi v črevesni flori nekaj, kar nam tudi po svoje ruši zdravje, tudi lahko vodi v težave z živčevjem in možgani. Naprimer, neplodnost. Kaj je lahko do tega pripeljalo? Da smo prej rekli, da je holesterol osnovna sestavina za izgradnjo hormonov, estrogena, testosterona. Dejansko tudi to lahko tle pri tej težavi nagaja. Ne? Možgani so izgrajeni iz holesterola in maščob. Tudi lahko povzroča na dolgi rok težave z samim funkcioniranjem. Ne? Spomin, demenca, Alzheimer, nevrodegenerativne bolezni so lahko tudi posledica tega. Plus seveda zdravila, ki so jih začeli na veliko predpisovati vsakmu, ki je imel nadnormalo izmerjenega holesterola, tega preveč v krvi, če z dieto pa s tem vsem ostalim niste mogli znižati, bomo pa zdravili. In če ste kdaj gledali, kaj so stranski učinki teh zdravil, če niste, pa če jih doživljenjsko uživate, ful toplo priporočam, da si pogledate, kaj so stranski učinki, ker med njimi boste našli in slab spomin in simptome podobne demenci, Alzheimerju, samomorilna nagnjenja, poškodbe jeter, poškodbe mišic, impotenca. Dejansko, ko telesu odvzameš to, kar rabi, bojo vsi tisti organi, ki so od tega odvisni, dejansko začeli pešati in se bo pojavljala težava na teh organih. Imam čisto eno tehnično vprašanje izven konteksta. Koliko let je pravzaprav trajala ta od prve informacije o holesterolu, pa to, koliko časa je to trajalo? Recimo, zdaj ta korona traja 18 mesecev, ne, ta virusna, ta medijska pandemija, epidemija. Koliko časa je trajalo? Recimo, to je po drugi svetovni vojni, so agresivno začeli s to propagando. In je trajalo vse do... Je trajalo in še traja. In še traja. Dejansko še traja. No, glej, ampak... Kljub vsem opozorilom. Opozorilom in ukrepom in vsemu temu, a ne? Recimo, vzamiva ukrep kot neko rešitev problema, a ne? To tudi danes. Ukrepi bodo vse rešili in tako naprej in tako naprej. Ampak ne prinašajo želenega rezultata. To si zdaj vse lepo povedala, a ne? Pa bi človek pričakoval, da bodo vsaj, recimo, ko je prišel milenijum leta 2000, a ne, da bo rekli, ok, gremo v novo dobo, ne, iz dobe rib nasproti, gremo v dobo vodnarja, komunikacije in tako naprej, da bodo vse to upustila, ne. Pa so, recimo, te terapije priporočila, pa so jih opustili ali kako je s tem danes? Ne, to sem bila jaz tudi šokirana in presenečena, da dejansko vlak pelje naprej.
kaj so naredili, ko so videli, ne, da ni čist tazga učinka, so dejansko še bolj pritisnili na ljudi, ker ti ne, se ne držiš dosti dober priporočil, je treba še bolj propagando ojačati, da se bojo ljudje res držali in bomo pol pa res prišli do rezultata. Ne. To je bil pač glavni njihov protiukrep, zakaj nismo še prišli do rezultata. Še bolj pritisniti na ljudi, ker se mi ne držimo tega. Ne. Krivda. Nažalost, to je tudi lahko primerjamo z današnjim časom. Edino, kar se je spremenilo, kar je zanimivo, ene dve mali spremembici v vseh teh priporočilih sta se res zgodili in sicer, ko smo mi to knjigo Resnica in zmote o holesterolu dali v tisk, leta 2015, je iz Amerike zaokrožila novica, da se pa več zdaj ne priporoča, da holesterol v hrani je nevaren in da povzroča srčno-žilna obolenja in smrti. Se pravi, zelah, jajca, normalno naprej jemo, maslo in tako naprej, ker ima veliko holesterola, to ne bo vplivalo, da bomo mi zaradi tega umrli. Ta notica je zaokrožila, ampak kdo o tem kaj je slišal, kaj več kot mnogi ne, zato ker to mediji niso ponavljali, tako kot ponavljajo tisto, kar hočejo ponavljati. Pa seveda, verjetno ste tudi zaznali, da so pred nekaj leti, leto dve, ne spomnim se točno, ne več nazaj, so prepovedali se pravi prodajo transmaščobnih izdelkov, ki vsebujejo transmaščobne kisline, se pravi ta margarina, je bila čisti umetni produkt in to je, do tega je prišlo pač, da se to prepovedano. Te dve kratki spremembi oziroma mali spremembi sta se vsem zgodile, ampak dejansko to, kar če nekdo gre zdaj do stroke z nekim problemom, pa mu nameri visok parameter Treba takoj zdravila. Zdravniki večinoma tega niso osvojili. Niso, tudi niso slišali za to. In oni to, kar so se naučili, to naprej še vedno peljajo to zgodbo. Treba paziti na dieto, hujšanje pa terapija. Tako da njih se kaj preveč ta sprememba oziroma ni dotaknjena. Tukaj imam mogoče tole vprašanje, kaj nam je storiti? Glede na vse to, da nam sistem po že nekih ustaljenih vzorcih nastavlja problem in vsiljuje neke svoje, jaz bom zelo grobo rekel, z njihove strani plačane storitve za nas, da nam poslabša zdravje v imenu javnega zdravja, če sem grob, in to na vseh možnih področjih, ko govorimo o zdravju, o težavah z njimi. Zdaj, mnogi, ki to poslušajo, verjamejo, da so zdravila, ki jih zdravniki predpišejo, pravzaprav predpišejo za doživljenjsko jemanje, nujno potrebna, saj bodo sicer umrli zaradi srčnega infarkta ali možganske kapi. Podobno verjetno danes mnogi mislijo, da brez cepiva ne bodo preživeli. Ali so tu kakšne sporednice v zvezi s tem razmišljanjem? Seveda so. Jaz kot nekdo, ki je imel kontakta z ogromnim številom ljudi 1 na 1, skozi svetovanja, kako z naravnimi rešitvami določene probleme, ki se pač pojavljajo, rešiti. Sem tudi imela kontakt s takimi, ki so prosto tudi ne priporočam zdaj tega, ampak opustili vsa zdravila, bili so pa že na smrtni dejansko posteli in so se pozdravili. Mnogi, ki so samo prehrano naprimer spremenili, da so šli nazaj na naravno, pa in jajca in maslo in to, je že to zalevil, da so se s tem pozdravili. Jaz, ko sem raziskvala res to problematiko, pa ta njihov problem rešitev na temo holesterola, pa gledala danes to, kar se danes dogaja, sem dejansko nekako zavestila, da nažalost ta vlak se ne bo ustavil. Vlak bo pelal. Tako ko pelje tisti vlak, ki je bil po drugi svetovni vojni štarta in še pelje in se ni bistveno ustavil, mogoče kakšen vagonček so spustili, tako se bo ta pela, bo vprašanje koliko časa. In kaj mi lahko naredimo, dejansko, da izstopimo z tega vlaka. To je tisto, kar je v naši moči. To pa pomeni, da ti lahko kredibilno stopiš na neko drugo pot, da moraš imeti informacije. Zdaj, če imaš informacije sem strani medijev in uradne, nimaš pa tega pogleda drugega, se pravi druge strani kovanca, pol se ne moreš odločiti. Ne moreš stopiti na drugo pot oziroma dol z vlaka. To pa pomeni, da se je treba presnet hitro začeti aktivno ukvarjati z
naravnim samozdravljenjem. Kar pa ni, dejansko bom sam to rastlinico pojedel, pa prehranski dodatek zaužil, pa bo to. Ampak tako, kot ste že imela z Rajkotom v prejšnjih intervjujih. Kakšen je vaš odnos do sebe, do svojih življenjskih vzorcev, kje non-stop ponavljam napake, kakšen je moj odnos do hrane, koliko pijem tudi dnevno, pijem dosti, ker če že piješ ne vode dosti, imaš lahko cel kup civilizacijskih obolenj. Odnos do narave, življenjski slog. To, kar naši strokovnjaki v belih haljah radi ponavljajo, vejo pa nekaj dosti o njem. Tako da vračanje nazaj k naravi in naravnim rešitvam se mi zdi nujno. Pa seveda tudi, da se poglabljamo v to, kaj druga stran, druga stroka, se pravi naša stroka, ki je zavestna, ki dela za dobro človeka, kaj ona pravi. Kaj so druge opcije, kaj je druga resnica. Da do teh informacij nismo, kako bi rekla, kot nočem slišati, ker to, da nočeš slišati, ne pomeni, da to ne obstaja. Se obstaja, sem ti tega ne veš. Vračanje nazaj k naravi, ker zdravnik zdravi, narava pa zdravi. To je zelo dobro, da te rek ponazarja to resnico. Tako da na slajdu imate še se pravi na Zoomu imate še en slajd. Za vse, naprimer, ki vas skrbi, da ko so vam namerili previsok holesterol, pa vam grozi doživljenjsko jemanje posledično zdravil in pač vsega, kar so vam priporočali, en napotek, en nasvet vsem tem ljudem. Tudi te testi, ki jih uporabljajo za testiranje holesterola in krvnih maščob, obstajajo dosti bolj prefinjeni testi, ki povejo čisto drugačno sliko. To, kar se danes uporablja, se namenoma uporablja danes zato, da se ne vidi cela slika, ker pa sploh ne bi rabili vsega tega in zdravil in tako naprej. Dajte poiskati test Cardio IQ, pa na osnovi tega preverite, ali imate res problem s srcem in ožiljem. Ker ta test, ki ga tudi tukaj vidite na ekranu, je dosti bolj natančen in dosti bolj merodajen in še vse ostale parametre, ki so res rizični faktor lahko za težave, za neka vnetja na srcu in ožilju, vam poda bolj merodajno sliko. In ponavadi ljudje, ki so srednjih let, ki so starejši, ki so zdravi, vitalni, oni imajo normalno visok holesterol. In če grejo skozi tak test, bojo videli, da je čisto vse v redu, zato ker je dvignen tisti holesterol, ki mora biti. Zdravniki danes ne vejo, da nisem LDL pa HDL, ampak da je znotraj teh LDL-a imaš lahko nevarnega pa slabega holesterola. In tega ne vejo, namenoma ne vejo, ker o tem jih ne izobražuje stroka. Ja, nažalost, namenoma ne vejo. Podobno kot pri konoplji se vam bo verjetno zgodilo, da bo pacient več vedel od zdravnika, če se ste vsaj malo poglobili v to temo. Nažalost. Tako da ja, če tega testa, oziroma če se noste testirali, pa če imate te težave ali pa vas zanima kaj več, v naravnih rešitvah se lahko tudi na mene obrnete. Ker v tej knjigi, ki je sicer razprodana, Resnica in zmote o holesterolu, je tudi par formul, kako lahko iz dobljenih teh diagnostičnih rezultatov, ki vam jih zdravnik zmeri, preračunaš po teh formulcah, ki so jih naši strokovnjaki nastavili, a imaš res problem ali ne s holesterolom oziroma z ožiljem. Lahko pa tudi mene kontaktirate, pa vam pri tem lahko svetujem. Jaz bi ti takole rekel, evo, to se pravi, kar se tega tiče na prezentaciji, na koncu hvala za pozornost, a ne? Če nisva sam še omenila, tako šla, če koga zanima detaljno poglabljanje, je kar nekaj linkov do teh strokovnjakov naše stroke. Eden je naprimer nemški kirurg Walter Hartenbach. On je napisal knjigo o Lašo holesterolu. Zanimivo je, da kirurg je odprl na tisoče arterij, ki so bile zamašene s tem strdkom, in je dal te strdke v analizo
Veš, kaj je ugotovil? Da notar ni več kot 1% holesterola v teh strdkih. Kaj nam pa mediji pa stroka non-stop ponavlja, se vam bo holesterol limal pa maščobe na ožilje in se bo zamašili in boste umrli zaradi tega. In veste, kaj se je zgodilo? Ker je on hotel to svojim kolegom, specialistom, zdravnikom in tako naprej na simpozijih predavati o tem v svojih odkritjih. Ne? Ja. A mislite, da so mu pustili? Tako so mu vzeli mikrofon in ga dobesedno odgnali, da ne bo tega govoril, ker kdo je organizator, ne? Teh simpozijev izobraževalnih za zdravnike? Ja, farmacija. To je podobno kot danes, ko se izpostavijo določeni zdravniki, ki imajo, bom rekel, srce, pamet in znanje, moralo in tudi, bom rekel, živijo življenje zdravnika za dobro ljudi, ne za dobro svojega žepa ali pa kakšnega drugih koristoljubnih namenov, tako kot danes, recimo zdravniška zbornica, ki kar obsodi nekoga in ga izpostavi, prebije na križ. Imena, vsi vemo, katera so, kdo so tisti ljudje v Sloveniji, ki jih iskreno skrbi za dobrobit človeka, za zdravje, ne samo fizično, ampak tudi duhovno, mentalno in v vseh drugih aspektih, in ki znajo oceniti ljudi, ki se na nek način tudi poglabljamo, raziskujemo, iščemo tudi druge alternativne vire, niti ne alternativne, ampak pravzaprav resnične vire. Jaz bi temu rekel resnične vire, zaradi tega, ker alternativni vir je vir, ki je umeten. To je podobno, kot so recimo preusmerili medicino. Se pravi, alternativna medicina ni tista medicina, kot so jo nam v glavo ustavili, da je to zdaj nekaj naravnega, ampak je alter pomeni umeten, drugačen. Alternativna medicina je dejansko v kliničnem centru, kjer so kemije, cevke, tableti, vse umetne stvari, kar je možno. Naravna medicina, prava medicina je pa vedno povezana z naravo. Jaz tako to doživljam. In ker sem se kar nekaj let s tem ukvarjal, zaradi dogodka, ki smo ga pač imeli v družini, to zadevo toliko bolje razumem, ali pa izkušam razumeti tudi z tega vidika. Moram reči, ne vem, ali so mi kdaj izmerili holesterol ali ne, jaz pač nekih zdravstvenih težav nikoli nisem imel takšnih, tudi ne z debelostjo, sem zelo šlank, skurim svojo energijo, ker veliko delam, raziskujem, se gibljem, skratka. Kaj bi ti na koncu, imaš zdajle še recimo 5-10 minut iz svojega življenja, iz svojih izkušenj, o vsem tem, kar sta zdajle povedala, da potem zaključimo, potem imamo, se pravi, rekel tale naš občni zbor čez 10 minut in ti dam 10 minut časa. Zdajle še za vse, ki smo tukaj, da poveš iz svojih izkušenj še enkrat vso to celotno sliko, da jo obnovimo in kje so mogoče rešitve, ki bi jih aplikativno morda iz tega področja holesterola lahko potem prenesli v obdobje, ki ga živimo zdaj, v obdobju korone in vseh teh ukrepov, ki so zelo mučni za vsakega izmed nas. Zgleda vse je seveda svobodno, dejansko gre pa za prikrito prisilo. Ja, meni se zdi osnovno dejansko to, da se vrnemo nazaj k naravi, da dejansko obnovimo vse te odnose, ki jih je tudi Rajko zelo dobro opisal v intervjuju z Mihajlom na prejšnjih predavanjih, vabljeni, da si to še enkrat pogledate, ker tam so osnove, tam je jedro, kako pristopati nazaj k sebi in k naravi. Do tega, da pazimo na vsakem koraku, da je čim bolj naravna hrana, da čim več sami predelamo, da tudi gledamo drobni tisk, če že nekaj kupujemo, kaj so sestavine, lažje nam je, če kupujemo ekološko, ker to, kar mi pojemo, pa seveda tudi prebavimo, to smo. In zdaj, če bomo non-stop vnašali neke toksine v organizem, dejansko bo tudi zaradi tega naše srce in ožilje bolj na udaru in bomo lahko zboleli. Paziti pač, koliko vode dnevno popijemo, to je tudi ena od zelo pomembnih osnov, 2 do 2,5 litra dnevno je vsaj tisti minimum, ker pri holesterolu je tako, če ste vi dehidrirani, vam bo zdravnik nameril visok holesterol. Imamo eno zelo lepo
izkušnjo smo imeli z našo lektorico, ki je to knjigo, ki sem jo prej omenjala, Resnica in zmote o holesterolu, lektorirala. Ne? Je rekla, je prišla ravno do tistega, ko govorim, da voda vpliva na to, da se holesterol lahko v telesu dvigne. Ne? In na osnovi tega pol vi dobite vsa ta priporočila pri zdravniku. Ne? In rekla, jaz sem pa ravno bila na meritvah holesterola, samo plečniško sem šla nameriti, pa mi je res nameril visokega. Ampak zdaj, ko sem pa to prebrala, da lahko dehidracija dvigne, ne, holesterol in da imaš ti lahko potom tega tudi zdravila, ne, sem pa rekla, res sem šla z biciklom, poletje je bilo, pa še vode nisem pila, sem bila ful dehidrirana tisti dan. In seveda so mi namerali visok holesterol. Ajde, da jaz testiram, ne. Grem čez 2 dni z avtom, hidrirana, grem dati kri. Kaj mislite, kaj je na rezultat pokazal? Čist normalen holesterol. In tudi to, ne, ko enkrat na 5 let ljudje merijo holesterol, to ni merodajno, zato ker vam se vsako minuto se spreminja, ne, iz dneva v dan se vam spreminja ta nivo holesterola v krvi. Se pravi, hidracija je zelo pomembna. Obvladovanje stresa, ker tudi če ste vi pod stresom, se bo telo odzvalo na to, da vi stres sploh lahko prebavite, se morajo stresni hormoni izgraditi. Prej smo pa rekli, da je holesterol nujen za izgradnjo stresnih hormonov. Kar pomeni, da se bo normalno dvignil holesterol, če ste pod stresom. Ne? Mnogi že, ko sem grejo k zdravniku, ko vidijo belo halo, jim to nabija stres in jim seveda tudi poveča holesterol. Ne? Se pravi, redno obvladovanje stresa, stresnih situacij, vzrok za stres čim prej odpraviti, ne ga sam blažiti. Do odnosov, kakšne imamo odnose z sočlovekom v družini, ne? To je tudi zelo, zelo pomembno. Pa dejansko biti odprt do drugih informacij. Ne? Če do zdaj niste nič drugega spremljali, kot sem to, kar je uradno, a ne, dajte biti radovedni, tako kot mali otroci. Dajte brskati, dajte se informirati. Se obstaja tudi stroka, ki je zavestna stroka, ki nam hoče nekaj sporočiti. Ne prehiter sprejemate ponujenih rešitev strani sistema. Pa ta en kritičen pogled dejansko na vse, kar nam ponujajo kot rešitve. A veste, ker instant rešitve ni, ne? Ni ene čarobne tabletke, tako kot ni ene čarobne igle, ki nas bo zaščitila. Ne? Mi sami rušimo ali pa gradimo svoj imunski sistem in zdravje, ne? Z načinom življenja. In bolj, ko je ta kvaliteten, dejansko bolj zdravi bomo. Ok, eno kratko vprašanje, ki ga je tukaj Klemen, naš član, izpostavil, pravi, da je bila margarina prvotno mišljena za perutnino, pa so pomrle živali, bila je sive barve, potem so ji dodali barvila in ponudili človeku. Ja. Ali to drži? Je tudi taka zgodba za margarino, ja, seveda. So tudi krisko, recimo, se je v Ameriki bolj prodajal kot nadomestek masla, ja. Ne masla, masti, ne? Ampak to je bil stranski proizvod pri industriji bombaža, mislim, da. Izdelan je bil iz semen, iz olje semen bombaža, ne? In dejansko iz stranskega proizvoda, ki je bil v bistvu namenjen za izdelavo sveč, so ti mogoci prišli na idejo, da dajo malo okusa in vonja in to prodajo kot maslo oziroma kot nadomestek masla, ne? Ki je pa bil zelo, zelo škodljiv za ožilje, ne? Ker spet si neko umetno maščobo dal v organizem. Ja, teh zgodbic, tega je ogromno, ne. To je ena španska nadaljevanka, veš, ko se lotiš to raziskovati, to ni konca. Torej, jaz bi tukaj povabil seveda naše člane, zagotovo ima kdo več izkušenj kot jaz. Jaz sem sicer zastavil nekaj vprašanj, pri tem mi je pomagala Adriana z vsebino. Nisem sam strokovnjak, zato niti nimam osebnih izkušenj, priznam, ampak mnogi med nami pa imate verjetno kakšne izkušnje s tem, ali tukaj prisotni, ali na Zoomu. Pa bi vas prosil, ali ima kdo kakšno vprašanje okoli tega za današnjo predavateljico, tako da prosim, 10 minut debate imamo odprte. Ja? Mogoče ti spremljati dodajanje holesterola propeklina. Ja, evo, Ludvik ima eno vprašanje. Ludvik, izvoli. Ja, pozdrav sem.
Ja. Jaz gledam zdaj to na vašo stran na Facebooku, tole Združenje za voditelje celostnega človeka, Ja. pa sem našel tu en članek, da izvleček listov regrata preprečuje, da bi se vezali spike proteine. Kaj je zdaj s temi spike proteine, če imate kaj vi bolj podrobno zapovedati? Ja, za te spike proteine obstaja kar nekaj naravnih variant, kako spike proteini se naj bi širili tudi od cepljenih na nas, ne, preko izdihanega zraka, preko sluznice, preko spolnega odnosa in tako naprej. Ne. In raziskovalci, se pravi naša stroka, ne, ki išče rešitve tudi za to zadevo, je kar nekaj že takih rešitev najdla. In sicer eden je ta čaj teh regratovih listov, potem je čaj iz borovih iglic, hidrolat iz borovih iglic, potem janaš, zvezdni janaš, naprimer čaj iz te začimbe. Tako da na to temo bi lahko tudi naredili, ker še Zoom pa malo več povemo, kaj vse so najdeli z tega področja, kar nam lahko precej olajša prebolevanje teh stranskih učinkov, ko se na nas širijo od pač tistih, ki so se dali podvrč temu eksperimentu. Ne. Tako da, ja. Ja, izvoli. Jaz imam eno vprašanje Kar, v zvezi... mogoče pridimo bližje. Ja, da te vidimo. Vprašanje imam v zvezi ulečevalci okusov. Kako recimo McDonald's, ki s to hitro prehrano delujejo, pa to ljudje konzumirajo, ko vsi vemo, da je to nezdrava hrana, kako ima to posledico na telo in kaj to dela? S telesom. Ja, hvala. Ja, to en zelo tak zoperen ojačevalec okusa je monosodium glutamat. Mislim, da je eden takih, ki je zelo, ga lahko tudi sami začutimo. Ne bi zdaj rada delala kakšni restauraciji kontra reklame, ampak se uporablja zelo pogosto, ko greste kam ven na večerjo. Lahko ga celo vidite, ta monosodium glutamat, to so taka kristalna zrnca, kot sol zgleda. Ne? In če je to po neki pečeni, ne vem, raci, piščancu posuto, ne? To ojača okus te jedi. Ampak, če se malo pretiravajo s tem dodatkom, s tem ojačevalcem, vi to lahko zaznate, to se tudi reče sindrom, zdaj bom rekla, kitajske kuhinje, kar se pač tako reče temu sindromu, naenkrat vas začne oblivati vročina po telesu, po hrbtenici, neka čudna vročina, potiti se začnete, zavest vam mečkam nagaja, se pravi, se vam začne vrteti, pa otrdeva vam vrat. Ne. To je pluskovinski okus v ustih, se tudi lahko pojavi. In to je direkten vpliv zastrupitve tega iz hrane na telo. Seveda, dolgoročne posledice, če tega veliko ješ, obremenjevanje jeter, ledvic, dejansko celega telesa. Ne? In posledično lahko pride tudi do bolezni, ne? Ko telo več ne zmore toliko strupov, katerim smo podvrženi vsak dan iz vode, iz zraka, pa še iz take hrane, ne? Če ne pazimo na to, kaj uživamo, dejansko si s tem lahko pridelamo bolezen. Ne? Vnetja v telesu in posledično tudi srčno-žilne bolezni. In je potem pri človeku, pade tudi imunski sistem, pade odpornost in z najmanjšim stresom, strahom se potem telo... Se potem lahko zrušiš, zboliš, pridejo še bakterije, imaš bronhitis in dejansko pol padeš v zgodbo. Jaz sem nekje slišal pred mnogimi leti, ne vem, če je to povezano s tem, kar smo zdaj govorili tudi o začimbah, predvsem o začimbah, da je namen začimb zakriti neokusno in neužitno hrano. Kaj bi mi ti povedala o tej zadevi? Ali to drži ali ne drži? To je bila dobra starodavna metoda. Je bila, ne? Majoron, origano, dejansko. To se pravi, predvsem v deželah, kjer ni, bom rekel, možno narediti neke kvalitetne hrane, so potem začimbe. Vsaka hiša neko svojo začimbo in tako naprej. Tako pekoče začimbe, naprimer čili, ne bi bil tak, da uniči se tiste mikroorganizme. Ampak posledice so pa lahko zelo, zelo katastrofalne. Ja, če v osnovi ješ hrano, ki ni, najboljša osnova kot surovina, da je zakrit okus pač s nečim, danes to dela na umeten način, včasih so z začimbami
vsekakor to ni dobro za telo. Ne. Če So potegneva pa vzporednico. začimbe, ne. Ja, Da drži. imamo imeli občutka, da so začimbe zdaj slabe. Ne. Začimbe nam dejansko, ker so protivnetne, antioksidativne, urejajo prebavo, nam dejansko zelo lahko pomagajo, ne. Pri dvigovanju imunosti, pri vsem. Ne. Obstaja kak spisek takšnih začimb za eno in drugo? Seveda, A? seveda. Okay, super. Jaz nisem strokovnjak za kulinariko. Kurkuma je naprimer ena od takih, ki protivnetno deluje, zelo močno podpira jetra, čisti organizem, kri. Naprimer, tisti, ki aspirin jemljajo, kurkuma ima zelo podoben učinek, ne pomaga pri dobremu pretoku krvi, ne da reči, ampak dober pretok tako mora biti, ne, da se ne Naraven. zgoščuje, da ne pride do krvnih strdkov in tako naprej, lahko dejansko kurkumo uporabljamo. No, cimet za prehlade, ne, zdaj v tem obdobju, ingver, naprimer, tudi za to. Tako da to je tudi ena taka. To se pravi, to je neka pozitivna stvar, ona za prikrivanje slabega okusa pa pač ne najboljša, ne? Ne najboljša. Še potegnemo črto. Ok, ima kdo na Zoomu še kakšno vprašanje tukaj tudi med nami? Bi kdo vprašal še v zvezi s to zadevo? Še kakšna rokca, da vidimo? Ja, prosim. Sicer ni vprašanje samo moja dobra izkušnja, obstaja spletna stran ninamvseeno.com in tam so navedeni vsi ti strupeni eji in tako naprej. Je zelo dobra spletna stran. To je en naše gore list naredil in že kar nekaj let obstaja, tako da priporočam. Jaz imam to tudi na telefonu sicer in povečevalno steklo sabo v trgovino nosim, da jaz preberem, da lahko vidim, ker te se tako lepo fino, a ne, oni morajo navesti, ampak ponavadi je tudi skozi metnimi črnami napisan, da ne, ampak jaz sem se pač znajdla in sem pol marsikdaj ugotovila šele doma, ko sem pogledala, kaj je hotela, sem strupeno kupila, pa stran vrgla, da to v trgovini s povečevalnim steklom pregledam. In da nazive spreminjanja. Se pravi, ninamvseeno.com, naša Tanja, članica, tukaj povedala, za vse tiste, ki niste dobro slišali, ker verjetno niste vsi natančno slišali, o čem je govorila, na kratek povzetek, ninamvseeno.com, ja, ok. In ona pravi, da ko gre v trgovino, gre vedno s povečevalnim steklom, da si prebere deklaracijo, ker namensko napišejo zelo drobne stvari gor, da se seznani, kaj pravzaprav je v določeni hrani ali v konzervi ali pač na embalaži, in dobro je včasih prebrati, se seznaniti. Prvič traja, seveda, da se to prebere, naslednjič imate informacijo in lahko lažje in hitreje tudi nakupujete. A ne? Ja? Jaz sem sama želela še to dodati, če koga zanima dodatno poglabljanje v temo holesterola, kaj naša stroka, zavestna stroka o tem pravi, ne? In kako na naraven način to težavo rešiti. Imam tukaj kar nekaj linkov napisanih in mogoče tiste, ki vas zanima, lahko Mihael povzetek tega intervjuja posreduje, kjer so vsi ti aktivni linki. Do mreže, ne vem, 100 strokovnjakov na to temo. Ja, tukaj sem že posredoval vsem, ki so na Zoomu. Ja. Okay. Pa si pa lahko tam pač poglabljate to temo, če vas zanima. Tako. Okay, hvala. Ja, hvala tebi danes. Evo, ne bomo ploskali, ampak bomo tako pomahali z rokami, čudovito. Hvala lepa, da ne bo preveč hrupa. Hvala za to čudovito zadevo, ki je vsekakor koristna iz dveh strani. Najprej iz strani zdravstvenega stanja se ta vlak vidi od x leta do leta 2021, kaj vse gre narobe, in se to seveda tudi jasno pokaže. Tako kot v tem času korone, kjer opozarjamo, vsaj vsi tisti, ki stvari vidimo na različnih nivojih, na različnih platformah, bi povedal, preden predam besedo predsedniku, da privede, se pravi, ta naš občni zbor v drugi del po 1 uri, a ne, bi rekel samo to. Prosim vse člane in vse nas tukaj zbrane in vse, ki nas poslušajo preko YouTube kanala oziroma preko Facebook Live, če še nimate QR kode, prosim, se jo izognite, ker ko enkrat na podlagi prebolevnosti dobite QR kodo, na podlagi testa QR kodo, na podlagi tega, da ste cepljeni QR kodo, ste v sistemu in nemogoče je prideti iz računalniškega sistema.
To se pripravlja zdaj do 25, 26, 27. To je projekt. Jaz sem bral obsežne študije in v enem izmed nadaljevalnih programov srečanj, ki jih bomo imeli, vam bom o tej hudi zadevi povedal nekoliko več. Namreč vse to, kar se zdaj dogaja, pred leti holesterol, pa drugi virusi, pa ptičji virus, pa kravji virus, pa ne vem kakšne viruse, vse so imeli svoj čas. Zdaj je pač novi koronavirus, ki je novi, sploh ne obstaja, ker je samo koronavirus, ki je 50 let poznan, a ne? O teh stvarih je tako težko govoriti zaradi tega, ker je večplastna stvar in časovno so jo razporedili tako, da posameznik, ki se dnevno ne ukvarja s tem, tudi ne more tega povezovati, ker sistem postavlja toliko preprek, toliko težav, toliko različnih napotkov, da hkrati s sprotnim življenjem, ki jih imamo z obveznostmi, predvsem, bom rekel, mlade družine ali pa starejši ljudje, je toliko, da se človek v vseh informacijah danes pravzaprav praktično zgubi. Tako da vam priporočam, takrat, ko vam je najtežje, ko vam je težko, ustavite se za 10 sekund, za minuto, za 5 minut, kolikor komu paše, povežite se s seboj in si recite, vse bo dobro. Jaz sem vam danes poslal desiderato po elektronski pošti. Zraven sem dodal tudi povezavo, da si lahko sprintate v PDF obliki. Kadarkoli je meni težko, in to je velikokrat, včasih se tudi zjočem nad vso situacijo, ko vidim sočloveško neumnost, ki je narejena namerno, da nas zameša, zamoti, narejena vsa nasprotja, enkrat je prav tako, kakor prej ni bilo prav in je vse, in človek ne ve, kako bi ravnal v tej situaciji in zato nam zmeša možgane, zmeša naša ravnanja, potem pridejo globe, ker se človek ne znajde v vsem tem. Ukrepi se menjajo na 14 dni, odloki se menjajo na 14 dni, zdaj ta velja, na tega se pritožiš, že več ne velja. Skratka, zadeve so ali pa niso enostavne. In to je vse narejeno z namenom uničevanja našega vsakdana, našega miru, da nas pripeljajo do tistega miru, ko rečeš, se grem pa cepet, se bom imel mir, da bom lahko jedel, da bom imel mir, pa da me s tem več ne bodo mučili. Ne pristanite na tak način delovanja, pod nobenim pogojem. V takem trenutku, tistih par sekund v sebi poiščite mir, vse bo v redu in res bo vse v redu. Toliko. Zdaj pa mislim, da je ta čas 1 ure potekel. Dragi Miran, prosim, če nadaljujemo teh par minut še za sklepčnost ali pa ne boš povedal. Ja, res je. 1 ura je mimo in zdaj v drugem delu nas more biti za sklepčnost najmanj 1/3 od 5038 članov, to se pravi 1679. Na Zoomu nas je trenutno 46, v pisarni nas je še vedno 20, to se pravi 66 in trenutno tudi še nismo sklepčni, tako da prestavljamo glasovanje za 5 članov za 30 minut, to se pravi Za 40. Tako je, za 40 bo ob 18. uri pričnemo in takrat bomo izvolili, ker takrat nas je pa treba potem samo še, da je prisotnih 10 članov. To pa ne bo nobenega problema. Zdaj enkrat hvala, pa takrat bom tudi povedal, kdo je med temi 5 člani za začasno razsodišče. Ok, hvala. Ok, se vidimo. Hvala lepa za ta trenutek. Vzeli si bomo 40 minut pauze, pa potem nadaljujemo. Do takrat. Čau. Hvala da ste bili z nami.